predsednik Republike Slovenije, dragi članice in člani Rdečega križa, prostovoljke in prostovoljki, darovalke in darovalci, dame in gospodje. Trije mejniki so, ki jih je na današnji dan potrebno omeniti v zgodovini Rdečega križa. Leto 1866, ko je bilo na tedanjem Kranjskem ustanovljeno žensko društvo za pomoč ranjenim in bolnim vojakom, pa leto 1944, ko je bil na osvobojenem ozemlju v Metliki obnovljen odbor Rdečega križa Slovenije, ter leto 1991, ko smo ustanovili samostojni Rdeči križ v samostojni državi, ki je bil čez 2 leti priznan tudi od Mednarodne organizacije Rdečega križa in Rdečega polmeseca. Težje kot mejnike v zgodovini pa je našteti delo, veliko delo Rdečega križa, ni ga mogoče opisati z nekaterimi največjimi dogodki, ni ga mogoče opisati z nekaterimi pomembnimi letnicami. Prav vsak dogodek, v katerem so se posamezniki ali manjše ali večje skupine ljudi, prostovoljcev in darovalcev odločili pomagati drugim ljudem v stiski, je enako pomemben dogodek v tem veličastnem mozaiku Rdečega križa. Lahko bi poskušal našteti nekatere številke. Samo v enem letu 14.000 prostovoljcev Rdečega križa pomaga 10-krat večjemu številu državljanov. Razdeli 2000 ton hrane in oblačil. Pomaga na druge načine še 70.000 drugim državljanom in prebivalcem Slovenije, tudi 5000 Romom in beguncem. Zbere 100.000 litrov krvi, organizira 1000 tečajev prve pomoči, organizira več kot 1500 dogodkov, ki so namenjeni omejevanju zasvojenosti z različnimi drogami. Omogoči letne počitnice na morju 4500 otrokom iz socialno odrinjenih družin. Samo lani je 3000 prostovoljcev Rdečega križa na različne načine pomagalo 250 000 beguncev in migrantov, ki so se pomikali čez našo državo. Mogoče bi uporabil druge številke, če bi jih lahko. Količino solz, obupa, stiske, ki jih prostovoljci Rdečega križa spreminjajo v solze olajšanja, ali pa z globino brezupa, v katero prostovoljci vsaj tu in tam omogočijo, da posije žarki upanja. Spoštovani gospe in gospodje, pričakovali smo, da bo z razvojem sveta, z bogatenjem narodov, z razvojem sveta, potreba po dejavnosti Rdečega križa ugašala in se bo omejila zgolj na tiste naravne nesreče in tiste dogodke, ki jih ni mogoče preprečiti. Žal se to ne dogaja. Žal je velika večina katastrof, pri katerih je potrebno posredovanje Rdečega križa, še vedno posledica dejavnosti človeka. Vojne, osiromašenje okolja, revščina, ki nastaja zaradi ropanja in nepravične delitve dobrin. Vse to je tisto, kar, ko sami sebe gledamo v gledalo, vidimo kot dva obraza. En obraz, ki dela vse, kar je mogoče, da bi lahko zadostil svojemu pohlepu, in drugi obraz, sočuten, solidaren, ki z mnogo manjšimi močmi poskuša omejiti škodo, ki jo dela pri njih. Spoštovane gospe in gospodje, danes je čas, da se zahvalimo vsem tistim, ki delajo dobro v Rdečem križu in v drugih humanitarnih organizacijah.
Pa vendar mislim, da ne potrebujejo in ne iščejo zahvale. Prostovoljci Rdečega križa so postali prostovoljci zato, ker vedo, da je mnogo lepše, da so občutki, da pomagaš drugemu, mnogo lepši kot občutki, da si nemočen, da si pasiven in da se obračaš stran. Rdeči križ nam vsem omogoča, tistim, ki dobivajo, tistim, ki dajejo, tistim, ki bodo morda nekoč v prihodnosti morali dobiti pomoč Rdečega križa, da se vseeno počutijo kot v nekem valovanju sodelovanja, solidarnosti, sočutja, da še vedno živijo v družbi, kjer je človek človeku lahko še vedno človek. Na današnji dan se je potrebno tudi zahvaliti dajalcem pomoči. Na različne načine pomagajo z delom, z denarjem, z materialnimi dobrinami, s krvjo. Pa vendar mislim, da tudi večina med njimi ne pričakuje zahvale in ne dela tega zaradi zahvale. Mislim, da mnogi med njimi, če ne vsi, vedo, da to preprosto morajo delati, ker je tudi njihovo lastno preživetje na daljši rok odvisno od tega, ali bomo sposobni vzpostaviti, zagotaviti bolj pravično in bolj solidarno družbo. Hvala vsem tistim, ki verjamete v pot in v prihodnost Rdečega križa.